Hvala lepa, hvala za vabilo. Pravzaprav je po tako izčrpni predstavitvi, kot jo je podal Matej Tonin, težko še kakšno zadevo dodati. Ja, digitalni preboj je pomemben. Bistveno pomembnejši je digitalni preboj, kot pa preboj na Menini planini. In še na neko stvar me je pa voditelj tukaj le spomnil, ko vas je pozval, dajte si naložiti digitalno verzijo programa Nove Slovenije, povezanega z digitalizacijo, ne uporabljati papirja. Namreč, da je digitalni preboj tesno povezan tudi z zelenim ali pa z ekološkim prebojem. In da je Nova Slovenija kot stranka tudi, kako bi rekel, naravno pozicionirana skozi svoje krščansko izhodišče, skozi svoje izhodišče, da povezuje pretekle, sedanje s prihodnjimi generacijami, torej idealno pozicionirana, da k tej digitalni temi, k digitalnemu preboju doda, ga oplemeniti, ga poveže tudi z zelenim prebojem. Pa tega ne smemo razumeti tako kot nekateri, ki bi prepovedovali polivinil vrečke, pa slamce, pa avtomobile in tako naprej, ampak stvari so dejansko povezane. Višje, boljša kot je tehnologija, bolj ko smo tehnološko razviti, z manj energije, z manj viri, z manj sredstvi lahko naredimo več. Zato sta te dve stvari povezani, tukaj se da marsikaj narediti. Zakaj je digitalni preboj tako bistven oziroma zakaj se pravzaprav ne moremo izogniti temu, če želimo preživeti, nam pove ena zgodba oziroma en poduk iz zgodovine, nimam ga tukaj na slajdih, ampak ker je pravzaprav Matej nekako na ta način napovedal moje posredovanje tukaj oziroma tudi voditelj pojasniti, zakaj je tako pomembna digitalna preobrazba oziroma digitalni preboj. Gre za komunikacijsko tehnologijo, gre za tehnologijo, ki povezuje ljudi med seboj, ki nam omogoča, na kakšen način sodelujemo, delamo skupaj, več ko nas dela skupaj, bolj vredne stvari lahko naredimo, ker se lahko boljše specializiramo. Pred 500 leti približno je ves svet spoznal papir. Se pravi komunikacijsko tehnologijo, da pač nekaj napišeš in lahko nekdo to prebere. Poznali so jo na Kitajskem, poznali so papir v Indiji, poznali so papir v arabskem svetu, samo Evropa pa je naredila papirni preboj, če bi temu tako rekel, v času Gutenberga pa še kakšno stoletje prej. Skratka, če znaš, če razumeš pomen digitalne oziroma komunikacijske tehnologije, potem lahko močno razvojno odskočiš od vseh tistih, ki priložnosti niso spoznali. In seveda, ključno vprašanje tukaj za Slovenijo seveda je, ali smo sposobni ta korak narediti, ali bomo med tistimi, ki bomo zaradi digitalnega preboja živeli boljše, bomo služili, bomo večali plače, nacionalni dohodek, tudi očistili okolje, ali pa bomo tisti, ki bomo žrtev digitalnega preboja, ki se bo zgodil nekje drugje in bodo naša delovna mesta šla tja, kjer bodo te države to naredile. Zdaj tisto, kar sem se namenil povedati, ne boste mi zamerili, če bo kje ostala kakšna angleška beseda, ker sem nekaj podobnega, o nečem podobnem govoril na nekem modrovanju evropskem v tujini včeraj. V bistvu 3 sporočila, pa potem nek povzetek vezan na Slovenijo. Prvo sporočilo je, da so digitalne spremembe čedalje hitrejše. Drugo sporočilo je, da so zaradi tega nepredvidljive, postanejo pa predvidljive, če jih sooblikujemo. In tretje sporočilo, da so disruptivne, se pravi spreminjajo stvari, niso pa tako zelo disruptivne, če ohranjamo oziroma se spominjamo nekih osnov ali pa nekih tradicij, ki se jih ljudje ali pa človeška družba že dolgo držimo in za katere so tudi stranke, kakršna je Nova Slovenija, nekakšno v boljšem položaju, da jih razumejo, kot pa kakšna druga stranka, ki reče vsaki stvari, ki je nova, da je kar avtomatsko napredna in boljša in tako naprej. Če začnemo
s to hitrostjo. Ne. Včasih pravijo, digitalne spremembe so hitre. Napačna beseda je, digitalne spremembe so hitrejše, če dalje hitrejše so. Ne. Razvoj je eksponenten. Neke tehnologije, lahko bi jih naštel na različne načine, vsekakor zadeva povezana z Moorovim zakonom, se pravi z nekim podvajanjem hitrosti in zmogljivosti računalniške tehnologije, ki omogoča potem visoko propustno računalništvo, se pravi, zračunati se da stvari bistveno več v bistveno krajšem času, vremenske napovedi, na primer, so zato za čedalje več dni vnaprej. Podobno računsko intenzivne, ampak z drugačnimi procesi, z drugačnimi algoritmi, tudi z drugačno strojno opremo, je potem umetna inteligenca, kjer računalnik pravzaprav nas ujame pri tistem, na kar smo na nek način vsaj od razsvetljenstva naprej in racionalni del nas najbolj ponosen, to je, da smo, kako bi rekel, pametni. Ključna točka, ki se dogaja, zaradi česar je digitalni preboj in digitalna preobrazba pomembna, vse to na nek način obstaja že dolgo časa, da so računalniki čedalje hitrejši, da računajo, da so pametni itd. Ampak ključna točka so pa kibernetsko-fizični sistemi. Skratka, računalništvo, digitalni svet je bil do pred kratkim ločen od materialnega sveta, ločen od fizičnega sveta. Ste imeli sobo, v kateri se je pač karkoli dogajalo, ali pa promet, ali pa stavbo, ne? Potem ste imeli pa tipkovnico, pa računalnik, pa ste skozi to tipkovnico v računalnik v nekaj vnesli. Računalniki so poznali samo tisto, kar smo jim ljudje na nek način not natipkali. To se zdaj spreminja, digitalni svet in analogni svet oziroma realni svet in digitalni svet postajata nekako zlita skupaj in to odpira velikanske priložnosti, zaradi tega nastajajo velikanske priložnosti na vseh področjih. Do tega trenutka si imel lahko, kako bi rekel, razvito računalniško industrijo ali pa nisi imel, pa so vse ostale stvari še zmeraj nekako funkcionirale. Danes je pa to eno. Digitalno in analogno postaja eno in bo vedno bolj eno in eno brez drugega ne bo več funkcioniralo. Ne boste mogli imeti dobrih, ma niti restauracij ne, ali pa kmetij, ali pa ne vem, športa, ne, da ne govorimo o industriji, zdravstvu, državni upravi in tako naprej, če ne bo zadeva digitalizirana. In infrastruktura, informacijska infrastruktura postaja nekaj takega kot infrastruktura za vodo, elektriko, plin in tako naprej. Tisti, ki v bistvu vsi uporabljamo računalniško tehnologijo, če drugega ne pametne telefone, in tisto, kar opazite, je vsakič, ko kupite nov telefon, ima še enkrat več recimo spomina, tam neke gigabajte vam povejo, da jih zdaj pa ni več 32, ali pa 16, ampak je 64, pa 128. Megapikslov, ste jih imeli 5, pa 6, pa jih je 12, pa zdaj jih je 20, pa 48. Stvari se podvajajo. Gordon Moore, to je ustanovitelj firme Intel, je postavil ta slavni Moorov zakon, je rekel, vsakih 18 mesecev se bo kapaciteta integriranih vezij podvojila, se pravi število tranzistorjev, kar pomeni hitrost procesorja, kar pomeni število pomnilnika, se bo na 18 mesecev podvojilo. Ne drži čist 100% na 18 mesecev, zadnje leta je bolj, da se to podvoji na 2 leti, ampak podvaja se. In to podvajanje, s tem podvajanjem imamo ljudje velike težave, ker se v naravi to ne dogaja. Primer je bila nagrada za igro šah, ki je potem izumitelj igre rekel cesarju oziroma kralju, no prav, če mi hočeš dati nagrado, na prvo polje mi daj 1 zrno riža, na drugo 2, na tretje 4, to je tako, kot imate 1 gigabajt, 2 gigabajta, 4 gigabajte, 8 in tako naprej in potem seveda do konca šahovnice je kralj rekel, v redu, dajte mu tisto vrečo riža, pa se je ugotovil, da je bilo vreče riže že tam nekje na prvi četrtini šahovnice. In ko govorijo o tem, kje smo, kje je razvoj informacijske tehnologije danes, pravijo, smo šele na prvi polovici šahovnice. In ko stopite iz 32. polja na 33. polje, je še enkrat večje, še enkrat boljše. In potem še enkrat in še enkrat. Skratka, zadeve se strahovito hitro razvijajo in ravno zaradi tega je
vpliv tako nepredvidljiv. Računalniki so pametnejši. Leta 1997 je Garib Kasparov bil pravzaprav tista žrtev, tisti svetovni šahovski prvak, ki je bil postal znan potem, ne da je bil svetovni šahovski prvak, ampak da je bil prvi svetovni šahovski prvak, ki ga je premagal računalnik. In seveda to je bil en IBM-ov računalnik, Deep Blue se mu je reklo. In ja, v tisti računalniški program so najboljši šahisti, najboljši programerji, vse človeško šahovsko znanje not naprogramirali po žličkah, tako rekoč. Ne? Vse otvoritve, knjižnice, vsega, kar se je v šahu vedelo, so ljudje dali not. Ne? 20 let kasneje, slabi 2 leti nazaj, je Google naredil en stroj za samostojno strojno učenje, kjer so temu stroju povedali, glej, šah se igra tako, da se kmet pomika, tako tekač se pomika, tako skakač, tako kralj, tako kraljica, tako trdnava, tako. Ne? Zdaj pa ti malo študiri, malo probavaj, kaj funkcionira, pa kaj ne. In se je ta program sam se sabo igral šah. In se je v 4 urah, ko se je sam se sabo igral šah, naučil igrati boljš kot vsak človek. V 4 urah boljš kot vsak človek in v enem dnevu boljš kot vsak računalnik. Ne da bi bilo treba knjižnice, otvoritev, pa neko silno modrovanje dati zraven. In seveda pred leti, jaz se spomnim teh razprav, ker Ljubljanska šola umetne inteligence je razmeroma znana, dr. Ivan Bratko je en od pionirjev enega področja umetne inteligence. In takrat smo bili nekako skeptični, kaj pa bo ta umetna inteligenca vse znala. Recimo tole je taka dobra skeptična izjava o umetni inteligenci od enega od pionirjev tudi računalništva, ki je rekel, ja ne, sej mogoče bo računalniški program za šah briljantno šahovsko potezo našel v trenutku, ko hiša gori. Ne? In to je umetna inteligenca. Realna inteligenca bi pa bila, če hiša gori, lej, ne se ukvarjati s tem, mogoče kaj, ali bi premaknil kmeta, ali bi premaknil tekača, ne, pejt ti raž ven. To je pa naravna inteligenca. Skratka, to povezanost z resničnim svetom, z različnimi problemi, z različno inteligenco, to je bilo upanje, da bo pa ljudem ostalo, ne, da bomo pa to ljudje lahko, da bo to ostalo samo nam. Ne. Ampak leta 2011 je računalnik zmagal na enem takem kvizu, malo spominja na Milijonarja, ampak je več nekih takih besednih iger, zdravorazumskih odgovorov in tako naprej. Leta 2011 je IBM-ov računalnik to zadevo zmagal. V računalništvu obstaja dolgo časa ena zadeva, ki se reče Turingov test. Se pravi, da zapreš v eno sobo daš računalnik, v drugo sobo daš človeka, v tretji sobi je tudi človek, ki se s tema dvema pogovarja. In če ne more ugotoviti, kateri je človek in kdo je računalnik na drugi strani, potem se reče za tisti računalnik, da je opravil Turingov test. Ta Turingov test so računalniki tudi opravili. Skratka, v nekem pogovoru, predstavljate si, da chatate z nekom po Facebooku, ne? Računalniki so sposobni chatati danes z vami tako, da ne boste ugotovili, da je na drugi strani računalnik. In se bodo z vami pogovarjali o vremenu, o politiki, o srčnih problemih. Zadeva, skratka, funkcionira. In tisto, kar sem poudaril na začetku, ni to več nek otok, ni to več nekaj, kar bi bilo digitalno, pa kar bi bilo potem ta naš realni svet, v katerem smo pa ljudje še zmeraj carji. Množica senzorjev in kamer danes v računalniški svet črpa oziroma poriva neslutene količine informacij o vsem mogočem. Tako da ta kibernetski svet, računalniški svet je zelo, zelo dobro seznanjen s tem, kaj se v človeškem ali pa v materialnem svetu dogaja. Od tega, kakšen je promet, kdo je naredil kakšen prometni prekršek, do seveda vsega tega, kaj mi ljudje med seboj govorimo po socialnih omrežjih. Skratka, ta dva svetova nista več ločena in v povezavi teh dveh svetov bodo prihajale velike disrupcije, velike spremembe v prihodnosti. Če je v preteklosti veljalo, ne, da ste imeli računalniški svet, ne, pa pol neko, ne vem, gradbišče, s tem se pač mi ukvarjamo, in je človek vmes pač tipkal, ne, klikal, da je naredil neke načrte, ne, ali pa potem so ljudje
pogledali ta načrt ali pa na računalniško tablico pogledali, kje je treba kakšno lopato zasaditi. Tega ni več. Ne. Danes sta te dve, je to dvoje povezano in ravno tako, ko gre za človeško telo. Ne. Včasih je bilo treba v računalnik unesti, koliko ima pa nekdo pritisk, koliko ima pa nekdo srčni utrip, koliko ima pa nekdo kisika v krvi, koliko ima pa nekdo sladkorja v krvi. Danes imate pravzaprav pametno uro, ki vam zelo veliko od tega naredi in pojavljajo se senzori, ki vam ga pod kožo vgradijo in sporoča večkrat en povprečen slovenski laboratorij v računalnik. Računalniki berejo misli. Ne, tole je ena taka, pred par leti se je dalo že kupiti. Si daš na glavo, ne, pa zna nekaj izmeriti, kaj se v možganih dogaja. To je bilo tako za kupiti, v Big Bangu se je to dobilo, mislim, trgovini kot je Big Bang. Ne. State of the art zadeve, ki jih na univerzah razvijajo, ki ima nekaj več senzorjev, nekaj boljše senzorje, so tako daleč, pred tednom je bila ta novica, da sta se dva uspela, ne bom rekel, detajle pogovarjati, ne, ampak izmenjevati informacije, potrjevati, ja, ne, bi, v redu, slabo, dobro, ne, samo preko misli. Pravi, senzori na glavi pri enemu, senzori na glavi pri drugemu in je šlo. Skratka, skoraj branje misli. Ne. Ko damo vse te stvari skupaj, ne, mogoče pridemo do ene takele situacije, kot je tale. Ne vem, zakaj mi videa ne požene, ker prej, ko smo poskušali, je, no. Ko bo to povezano, realni svet, ko bo realni svet z računalniškim povezan, bi promet lahko tekel takole. Ne, zakaj in kako je ta zadeva mogoča? Ne? Če bi bili samovozeči avtomobili, bi seveda funkcionirale vse njihove reakcije z hitrostjo računalnikov. Ne bi bilo treba imeti 2 sekund med tem, ko je zelena v eno smer, pa zelena v drugo smer, pa paziti na to, da moraš imeti majhne večje te tolerance, zato, ker bo šel nekdo še čez rdečo v zadnjem trenutku čez. Ne? Če imaš senzorje pri vseh teh pešcih in kolesarjih, če imaš podatke o tem, kako hodijo, kako se obnašajo v prometu, lahko natančno zračunaš, kako bo šel kolesar, kako bo šel pešac. Ne. To je risanka, ne. To je fotomontaža, to niso niti kaskaderji tega snemali. Ne. Ampak kaže smer, v katero ti kibernetsko-fizični sistemi grejo. Kaj lahko v zvezi s tem naredimo? Ne? Je nepredvidljivo, ne vemo nikoli točno vnaprej, kaj se bo zgodilo. Ne? Računalništvo je šlo skozi ene par generacij oziroma skozi par tehnoloških paradigmatskih sprememb v zadnjih 20-30 letih, ko se pojavi neka popolnoma nova firma, ki je na vrhu recimo najbogatejših firm. Ne? Neka popolnoma nova tehnologija, ki povsem vse zatečene pozicije premeša in nekdo popolnoma nov pride na vrh. To je čisto drugače kot pri klasičnih industrijah, kjer imate vi BMW, Mercedes pa Audi že 50 let na vrhu, recimo, kar se avtomobilske industrije tiče. Ne? Ali pa kakšen ThyssenKrupp, ko gre za jeklarstvo. Kako se znajti v takih razmerah? Znajdeš se lahko samo tako, da si hitrejši od toka. Ne? Kdor je bil kdaj na kakšnem raftingu, ve, da ti kontroliraš, kaj se dogaja, kontroliraš reko, če greš hitrejše od toka. Čim greš počasnejše, čim te začne nositi, te nosi, kamor te pač nese. Tukaj splošna situacija za Evropo je slaba. Ne? Tle imate največje firme,
tudi oddaleč se vidi, da je v glavnem vse vijoličast, to so ameriške firme, sem pa kaj je kaj rdečega, azijske firme, veliko kitajskih, nekaj malega je zelenega, to so evropske firme. Evropa je to tekmo za neko splošno informatiko, za nek splošni digitalni razvoj v veliki meri zgubila med največjimi podjetji, svetovnimi tehnološkimi podjetji, med prvimi 10, 7 ameriških pa 3 kitajske. Ampak to Slovenije niti preveč nas ne sme skrbeti, ker mi smo toliko majhni, da ni za verjeti, da bi imeli eno od teh. Smo pa lahko v kakšni niši zelo dobri. Je pa vprašanje, kdo bo pa povedal, kje smo pa mi lahko zelo dobri. Kaj bomo pa izbrali za to, da bomo naredili nek digitalni oziroma tehnološki projekt. Kdo je tisti, ki to ve? Tole so kolegi od gospe Novakove, ki v Evropskem parlamentu vsake toliko časa potrdijo okvirni program in je tam not vse razdelan, v kaj bomo dajali več denarja za raziskave in razvoj. Spravim, da ne vejo. Da ne vejo, da politika ne ve, ali blockchain, ali e-zdravje, ali e-davki, ali kakšna druga taka umetna inteligenca, drugačna umetna inteligenca. Politika ne ve. Borzni posredniki investirajo sem, investirajo tja. No, za razliko od teh prvih, vsaj te drugi se vsaj špilajo s svojim denarjem. Se pravi, je njihov uspeh odvisen od tega, ali bodo stavili na pravega konja ali bodo stavili na napačnega konja. In seveda kot naravna rešitev bi bila ne tisti, ki to vejo, kam gre prihodnost, kaj se bo zgodilo, v kaj se splača vlagati. To je pa tale mladina, ki je tlele v nekem takem peskovniku oziroma v nekem takem start-up zagonskem podjetju, v nekem coworking spaceu, ki nastajajo povsod, kjer pač vidite, da nekaj programirajo, debatirajo, skratka nekaj novega delajo. Težava je v tem, da tudi 8 od teh 10 dela nekaj, kar je brez veze, kar se bo izkazalo za napačno. Vidi se samo v tem, da tile pa tile ne vejo, kjerih 8 je to. In mora biti nekako sistem tako postavljen, da se lahko 10 nekaj špila, da se na 10 področjih nekaj dogaja, na 2 bomo pa potem, 2 boste pa potem uspeli. Ne vemo, katerih 2, ampak ko boste, je treba imeti pa sistem tako nastavljen, da bomo vedeli, da jih bomo spoznali, da jih bomo potem napihnili, povečali, da bodo zrasli v nekaj velikega, ne da bodo ostali majhni. Zakaj je pomembno biti del tega? Zato, ker je skoraj vsa dodana vrednost, to je še Greenspan povedal pred več kot 10 leti, skoraj vsa dodana vrednost v zadnjih 2 desetletjih je na podlagi utelešanja idej, ki se pa utelešajo tako ali pa drugače s pomočjo digitalnega in digitalne tehnologije. Ups, a moram nehati? Padel mi je ven iz prezentacije, tako da hvala. Skratka, politiki je treba razložiti, da centralno planiranje ne deluje. Tukaj imamo kolega Demšarja, in on je imel, oziroma ARS pod njim ni predpisoval, delati morate to ali pa ono ali pa tretje. V bistvu je krmilo zadevo tako, da je denar dal ta dobri smo pa že sami vedeli, kaj se splača oziroma kaj bi bilo pametno početi. V to smer morajo biti raziskovalne politike narejene, ne da imate vi program, ki reče, zdaj bomo šli pa na polno blockchain. Ponavadi takrat, tukaj je ena krivulja, ki se reče Gartnerjeva krivulja, hajpa, se pravi, koliko so stvari moderne. Takrat, ko se politika neke stvari spomni, v katero da bi bilo dobro vlagati, je ponavadi že nehala biti moderna. So moderne druge stvari, so zaslužki, so velike prednosti nekje drugje. Protekcionizem in kazni delujejo, tole je kot rečeno iz prezentacije, ki je bila bolj evropskim policy makerjem namenjena. Evropa zelo rada potem ubriše kakšno veliko kazen, kakšnemu Googlu, Microsoftu, Appleu, Facebooku in tako naprej. Zaradi tega evropski informacijski industriji ne gre čisto nič boljše. Tisto, kar deluje
deluje, da prepoveš vstop določenim tujim podjetjem na svoja tla in potem se razvijajo domače kopije. To so recimo Kitajci naredili, zato imajo Kitajci nekaj več teh vrhunskih tehnoloških podjetij, ker pač tam ni Facebooka, ni Googla, pa imajo svoje verzije tega. In tudi ne pomaga, to bi pa veljalo tudi za, bom rekel, slovenske politike, če je digitalno molzna krava za to, da bomo podpirali, ko bi rekel, zgodovinske projekte ali pa arhaične projekte. Ne moreš reči, zdaj bomo pa mi dali nek davek na digitalno, zato da bomo časopise, da bo šlo časopisom boljše. Ali pa bomo dali nek davek na digitalno, zato da bodo ljudje še zmer ne vem kaj v opero hodili ali pa v gledališče. Ne moreš kaznovati tistega, kar dobro teče, zato da boš nekaj, kar umira, podpiral. Prodaja spektra je tudi tak primer. Po eni strani bi želeli, da je država čim bolj pokrita z 4G, 5G optiko in tako naprej, po drugi strani za ta spektr, ki je elektromagneten spektr, ki je v zraku, ki je ne da bi kdo ga uporabil za to, da bi mi lahko imeli dostop do interneta preko telefona, ni vreden nič, ampak državi se zdi, zdaj pa mi lahko fajn zaslužili, ker bi Telekomu pa vsem ostalim pa ta spektr prodali. Ja, več, ko bodo za to državi dali, manj bodo za to naredili anten in vse infrastrukture na ruralu oziroma tam, kjer se jim to tako zelo ne splača. Skratka, ne moreš imeti na eni strani reči, da boš podpiral, na drugi strani imeti pa molzno kravo oziroma potem pa tako, nekje jih molzeš, potem pa daješ ti denar s subvencijami nekomu in izbiraš neke zmagovalce, ker smo ugotovili, da verjetno politika ne ve, katera področja so tista, kamor se splača vlagati. Digitalno potrebuje bolj odzivno podjetniško okolje kot stare tehnologije. To je verjetno, to je najbolj bistvena stvar. Vi ne morete reči, zdaj bo imela pa Slovenija prioriteto digitalno in potem bo tam minister za gospodarstvo majčkeno več spodbud dajal za digitalno. Ne, digitalno samo rab boljše splošno gospodarsko okolje, zato ker se stvari hitreje dogajajo in mora biti okolje bolj odzivno. Za neko jeklarsko evropsko industrijo je čisto dobro tako, kot je. Skupnost za premog in jeklo čisto dobro funkcionira. Pa še za puter pa za mlek je skozi te kmetijske subvencije poskrbljeno. Za digitalno je pa enostavno cel gospodarski sistem prepočasen in s tem, da če digitalnemu daš neke olajšave, ne urediš problema, ki je osnoven. Da ni kapitalskega trga oziroma da je splošno gospodarsko okolje preslabo. Svobodno okolje za inovacije, tudi tukaj mislim, da ni toliko slovenski problem, bolj evropski v tem smislu, da ni potrebno dovoljenje za to, da bi se neke stvari lahko raziskovale, ampak zareguliraš potem, če pride do kakšnih slabih rezultatov. In seveda zmagovalce je treba znati spoznati, treba je videti, kje je potencial za neko rast in potem spet skozi globino tega venture kapitala oziroma tega trga, to je verjetno ključna razlika med Evropo pa med Ameriko, da se tam ogromno nekega, ko bi temu rekel, skoraj gamblerskega denarja oziroma denarja, ki so ga nekateri hitro zaslužili, so ga tudi pripravljeni potem veliko vlagati v različne tehnološke podvige, večina jih propade, nekateri zelo uspejo. Evropski način financiranja, ki gre glavno skozi neke banke, ki so konzervativne in ki hoče vse lepo videti, ni sposoben potem v nekega bodočega zmagovalnega konja investirati toliko in tako hitro, kot so to sposobni narediti Američani, zato da večina evropskih tehnoloških startupov prej ali slej skoči čez Atlantik in se poskušajo tam razviti naprej. Končno, disrupcija, ki jo digitalno povzroča. Naslov tele slike, če dobro pogledate, od enega angleškega slikarja, ki sem za Angleže tole prezentacijo delal, piše laborare est orare. Pravi, tisto, kar se dogaja, tisto, kar digitalno povzroča, so neke stvari v družbi, na katere je tudi treba biti pazljiv in na katere mora tudi politika znati odreagirati. Spreminja se, kako živimo, spreminja se, kaj delamo oziroma kako delamo in spreminja se, kako se organiziramo. Ker če imaš drugačne komunikacijske možnosti, potem ti vplivajo na vse to. In seveda disrupcije so po eni strani velike, po drugi strani pa drži to, kar je
povedal Steve Jobs, nisem prevedel, ne, ampak prav pač, ja, ampak še zmeraj se rodimo, en kratek čas živimo in potem umrejo in tehnologija tega kaj dosti ne spremeni, če sploh. Ne. Po drugi strani velja pa to. Ogromne zgodbe so na področju digitalnega, predvsem o tem, kakšne vse informacije se od nas vedo, kaj se vse zbira, kje se te informacije agregirajo. Skozi digitalno je lahko en velik napad na naše človeško dostojanstvo, skozi vdor v zasebnost. Obstaja problem, ne, lažnih novic, obstaja problem potem ustavljanje oziroma napadov na svobodo govora, zato da bi, bom rekel, z nekimi grobimi sredstvi te probleme rešili. Na nek način, kako bi rekel, absurdno, ne, je bilo videti prejšnji teden je portal Infowars, ki je tak skrajno desničarski, ne, citiral skrajnega levičarja, našega filozofa Žižka, ne, ko je izrazil skrb za to, da postaja možnost, postaja verjetnost, da bodo računalniki brali naše misli. In to skozi kamero in skozi izraz na našem obrazu. In kaj to potem pomeni seveda za družbo oziroma svet, v kateri smo. In na take stvari, ko bi rekel, politika mora biti občutljiva in politika, ki je nekako bližje človeku ali pa bližje temu, kar nekako ljudje po srcu smo, je verjetno še bolj poklicana za to, od nekaterih, kot sem rekel na začetku, ki so očarani z vsem, kar je novo in moderno in napredno. Kritično je pa, kaj se dogaja zaradi vseh teh tehnologij v smislu tega, kaj delamo. Jaz sem pisal eno študijo lani ali predlani o prihodnosti dela za ta think tank od Evropske ljudske stranke. Tudi to si lahko pretočite s pomočjo tele QR kode. In mogoče ena ključnih slik, sicer ni moja, ampak citirana v tem poročilu je, kako bodo izginjala delovna mesta. Ne. Kako bo za 47% vseh delovnih mest obstaja velika verjetnost, da bodo avtomatizirana v naslednjih nekaj letih. Potem za 19% je nevarnost srednja in za 33% vseh delovnih mest je nevarnost razmeroma majhna, da bodo avtomatizirani. Seveda velja pogledati, za katera delovna mesta, ne, zadeve se bodo pa takole dogajale, ne, od 100% potem v to smer se bo gibali. Kdo bo najprej na udaru? Ne? Pisarniška in administrativna delovna mesta. Saj veste, da danes ima vsak sam svoja tajnica. Ne? Imaš Excel, imaš Word, ne? Tisto potem izginja. Prodaja in vse, kar je povezano s prodajo. Ne? Mi imamo v Sloveniji, mislim, da največ kvadratnih metrov trgovin na prebivalca, verjetno tudi zelo velik trgovk na prebivalca, ampak zadeve se selijo na neke druge načine kupovanja. Različne vrste storitev, ne, in potem transport in se pravi industrijska proizvodnja. Ne. Se pravi to, kar imamo mi, firme, ki neki ljudje sestavljajo tam skupaj, ne vem, avtomobile in podobno, ne. To bo vse na udaru. Kaj je tisto, kar je razmeroma varno, ne, tele modre in zelene reči, se pravi management, računalništvo, izobraževanje, zdravstvo. Ne. Težava Slovenije v zvezi s tem, kaj je razmeroma varno, je, da so razmeroma varne službe, ki so v bistvu državne. Ne. Mi pa rabimo imeti na drugi strani gospodarstvo in nekaj varnega, bom rekel, v gospodarski sferi, zato da bo prinašalo sredstva. Ne. Tudi v Sloveniji opažamo nekako dva pogleda na to, kako zdaj gledati na, v narekovaju, problem, da bodo delovna mesta izginjala oziroma da bodo ljudi nadomeščali nekoliko po eni strani umetna inteligenca, na drugi strani roboti, avtomati in tako naprej. Ne. In eni pravijo super, ne bo več treba delati. Ne. Tole je recimo en tak levičarski pogled na zadevo, ne, pravi rešitev za nastalo situacijo uničevanja delovnih mest. Ni, da ustvarjamo umetno delo, ampak da optimalno razdelimo vse družbeno potrebno delo in da optimalno razdelimo vse družbeno potrebno bogastvo.
beri, da uvedemo UTD, univerzalni temeljni dohodek, ljudje so pa lepo doma. In konča ne zavaravamo se, delo za plačo mora izginiti in z njim kapitalizem. To je potem na koncu agende, ki se zavzema za to, da bi skrajšali delovni čas, da bi uvedel univerzalni temeljni dohodek, skratka, da bi, če bodo delali roboti, bomo pa mi lepo doma. In seveda, na drugi strani imate od svetega Pavla besede, kdor ne dela, naj ne je. In imate od Ane Frank, ki pravi, lenoba lahko deluje privlačno, ampak delo je pa tisto, ki naredi življenje oziroma ki daje življenju zadovoljstvo. In med tem dvojem bo treba tehtati tudi politično in treba bo razpoznati, v katerega od teh dveh scenarijev neki predlogi, ki bodo prihajali od političnih sopotnikov na levi, kam sodijo. Ker vendarle so pa naše družbe, je pa naše življenje danes strukturirano tako, da je družba strukturirana, se pravi, ima neko strukturo, ima neko hierarhijo, glede na uspešnost, ki ga ljudje prikažejo pri delu. Tisti, ki so pri delu uspešnejši, imajo nekaj več, so majhen više, in tisti, ki so manj uspešni, so nekaj nižji. Lahko pa se zmenimo, da pač tisti, ki ima rdečo knjižico, je majhen više, tisti, ki ima modro knjižico, je pa majčkeno nižji. To je možno, pa vsi dobivajo nek UTD, oni malo več, drugi malo manj. Skratka, priporočila s tem v zvezi, varovati je treba človekove pravice, ampak paziti, da varujemo tiste pravice, ki se nanašajo na prepovedi. Skratka, tiste človekove pravice je treba varovati, ki jih lahko izpolnjuje človek v komi, kot je to nek teoretik človekovih pravic rekel. Prav človekova pravica, svobode govora, jaz jo imam, človek v komi mi ne more preprečevati, da jaz govorim. Po drugi strani pa, pravica do obveščenosti, o kateri se veliko govori, mora pa nekdo nekaj delati, mi jo pa ne more človek v komi izpolniti. In originalne človekove pravice so bile te, ki jih izpolni, se pravi, če pogledate Sveto pismo, so v glavnem, ne smeš tega, ne smeš unga, ne smeš tretjega. Človek v komi nič od tega ne more. So stvari izpolnjene. V zvezi z delom ohranja družbeno vlogo dela pri strukturiranju družbe. UTD ne rešuje ničesar. Problem ni denar, problem je smisel življenja, problem je koristnost življenja. In seveda vlagati v izobraževanje, ker treba je pač ohranjati tista delovna mesta, oziroma biti pravilno izobražen, zato da si komplementaren robotizaciji in umetni inteligenci. Kako se organiziramo? Evolucija medijev, demokracije, to je ena cela debata, kaj vse informatizacija v zvezi s tem pomeni. Če končam z pogledom na Slovenijo. Pred vstopom v Evropsko unijo je bila Slovenija med najbolj razvitimi ali pa med digitalno bolj razvitimi. Gospodarstvo je pravzaprav še kar nekaj časa tem trendom sledilo, je naredilo, ne da bi bil kakšen velik državni program ali pa kakšna silna državna strategija, kar nekaj na področju robotike, tako da je Slovenija pri številu robotov na 1000 prebivalcev ali pa na razmerju med številom robotov in industrijskih delavcev kar med boljšimi v Evropi, razvita tudi mehatronika, avtomatizacija. Že dolgo časa pa nimamo neke digitalne strategije. V glavnem ta digitalna strategija se piše tako, da se pogleda, kaj so v Bruslju rekli, že tisti je tam v tej Gartnerjevi krivulji nekje od zadaj in se potem tisto z nekim zaostankom prepiše. Kot je povedal Matej, smo pod povprečjem EU na indeksu DESI. Pri teh benchmarkih, ki jih dela Mednarodna organizacija za telekomunikacije ali pa Svetovni ekonomski forum, smo okrog 33. mesta po razvitosti informacijske infrastrukture. Če gremo gledati najbolj osnovno infrastrukturne podatke, koliko hiter internet imajo ljudje doma ali pa brezžično, vidimo, na brezžičnem smo 31. na svetu, na žičnem internetu smo 41. na svetu, kar vam pove, da tam, kjer je konkurenca, smo vsem boljši, kot tam, kjer je konkurence manj. Splošni pogoji, kje se dogaja ta povezava med digitalnim pa med analognim. Recimo po telefonu naročiš Uberjev taksi, v Sloveniji ga ni. Ni tehnoloških ovir, zato ne bi delali, ni ga zato, ker Slovenci ne bi imeli telefonov ali pa ker noben ne bi hotel voziti za Uber, ali pa zato, ker omrežje ne bi bilo dosti hitro, da bi taksi vedeli, kje je kakšen, ampak zato, ker jih enostavno nismo dovolili, ker je sistem, zakonski okvir, način, kako spremeniti, ne vem, kaj je zakon o cestnem prometu, preveč letargičen, da bi lahko karkoli naredili.
Na Amazonu, največji svetovni trgovini ali pa največji zahodni trgovini, digitalni, a Slovenci lahko prodajajo šele, mislim, da zadnjih nekaj mesecev. Prej niso mogli prodajati in služiti, tako da bi na Amazonu bili njihovi izdelki dostopni vsem. Tudi zaradi gospodarskega okolja v Sloveniji. Vize za visoko izobražene tujce, se to je v tem programu dobro razdelano, ampak mi bi mogli imeti neko strategijo, kako bomo za visoko izobražene ljudi, ki pridejo v Slovenijo, lahko so računalnikarji, lahko so pa tudi, ne vem, strojniki, gradbeniki, elektrotehniki, ampak visoko izobraženi, da jih tako rekoč z rdečim tepihom počakamo, da pridejo in da bodo tukaj na nekih delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo delali, se po možnosti tle ustalili, se po možnosti poročali, imeli otroke in tako naprej. Nespodbudna zakonodaja glede prispevkov za najbolj produktivne. Mi v Sloveniji imamo davčno zakonodajo, zakonodajo prispevkov, to je bilo v teh debatah okrog zdravstvene reforme dobro povedano, tudi s strani kolega Vrtovca. Mi smo prijazna država za fizične delavce. Mi imamo nizke davke in smo konkurenčni pri nizko kvalificirani delovni sili, ki dela za skoraj minimalno plačo. In nismo konkurenčni pri inženirjih, računalnikarjih, razvijalcih. Malo zaradi davčne politike, veliko zaradi prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, ki so, bom rekel, navzgor neomejeni. In to daje signal investitorjem, ki pridejo v Slovenijo, ja, bomo delali nekaj, kjer bomo zapustili veliko slabo plačanih ljudi, ko bo pa treba razmišljati o investiciji, kjer bomo pa zaposlili, ne vem, 500 inženirjev ali pa računalnikarjev, bomo šli pa nekam drugam, ker je davčna politika tam za njih boljša. Čudovito je, da tale v bistvu tekma med Novo Slovenijo pa SDS-om v zvezi z digitalno Slovenijo pade v teden ali v mesec, ko je vlada pa ukinila Direktorat za informacijsko družbo, ki je bil na, kako bi rekel, v hladilniku, tako rekoč, pravzaprav zdajle že verjetno kar nisem bil jaz več za njih zadolžen pred 6 leti, niso imeli pravega položaja, ampak to je bil direktorat, ki je nekako za neko splošno strategijo digitalizacije v Sloveniji skrbel. Ne samo za državno upravo, ampak tudi za javne storitve, ampak tudi za to, kaj se dogaja v gospodarstvu, kaj se dogaja v infrastrukturi. Zdaj so jih združili z službo vlade za informatiko, ki skrbi v bistvu za to, da ko prideš na vlado, pa prižgeš računalnik, da se ti pač tista maska pa vse lepo odpre. Pa da uradnikom v ožji državni upravi računalniki lepo funkcionirajo. Skratka, kakršenkoli strateški pogled na ven, ukinjen, točno kontra temu, kar Nova Slovenija s to strategijo poskuša doseči. In imamo v javni razpravi avtoritaren medijski zakon, ki gre v kontrasmeri temu, kar smo povedali v zvezi s temi družbenimi disrupcijami, zakaj je treba skrbeti. Za človekove pravice, ker drugače se cela ta digitalizacija lahko v nekega velikega brata izrodi. Kaj narediti, je pravzaprav že Matej zelo dobro povedal, je v tem programu odlično razdelano. Država bi mogla vse sisteme digitalizirati. Javna uprava, ko je bil minister Virant, minister za javno upravo, smo bili drugi v Evropi po tem, koliko smo bili digitalni. In do takrat naprej samo še padamo. In danes smo v situaciji, ko bi bilo najbolj pametno kopirati na debelo od tega, kaj imajo Estonci narejeno. Ni velike potrebe odkrivati toplo vodo, ni velike potrebe dati zaslužiti nekim prijateljem, ki bodo to v Sloveniji še enkrat razvili. Ogromno tega je na trgu, tudi na evropskem trgu. Pravilo, da digitalno ne sme biti v slabšem položaju, ker je digitalno, imamo en zakon, kjer piše to. Pa se tega nihče ne drži, hočejo imeti, da imaš nek list papirja, na kjer moraš biti podpisan. Rečem, ja, v redu, lejte, tle vam pošljem jaz digitalno podpisano z vsemi tistimi certifikati, ki morajo biti. Ne, pravijo, prineste mi list papirja, pa vaš podpis kuljem gor. Proti zakonu, ampak se ne moreš z njimi glede tega boriti. Strategija najprej digitalno, karkoli se dela na področju e-uprave, zdravstva, sodstva in tako naprej. Rešitev mora biti najprej digitalna, potem pa kakršnakoli drugačna. Kar se dostopa tiče, veste, infrastruktura je pomembna, je pomembno, ali imaš hiter internet povsod, ali ga pa nimaš.
In namesto, da se meče denar stran, kdo se tudi ne bo strinjal v tej sobi, zato da se neki Wi-Fi delajo po mestih in po kandelabrih, po vaseh in vse povsod, ne, bi bilo ta denar dobro dati tem, ki delajo širokopasovne povezave na industrijskem nivoju, se pravi telekomunikacijskim operaterjem in jih spodbuditi, da pokrijejo tudi ruralna področja z hitrim internetom. Kar se izobraževanja tiče, programiranje v šole bi bil en tak, bom rekel, fajn ukrep, ali v višje razrede osnovnih šol ali v nižje razrede srednjih šol. To bi pomenilo, ne, da bi bila digitalna preobrazba slovenske mladine ne v tem, da bi bili ful dobri v igricah, ne, pa da bi ful hitro našli na YouTubeu kakšno dobro muziko, ampak da bi bili usposobljeni za to, da bodo te rešitve, ko bodo nehali študirati ali pa že med študijem, bili sposobni tudi oblikovati oziroma kreirati. Skratka, prihodnje blagostanje Slovenije stoji in pade z digitalnim prebojem. Če se ne bomo digitalno prebili mi, se bo nekdo drug in bo uničil delovna mesta tukaj v Sloveniji, ki ne bodo digitalna. In bo uničil javne storitve v Sloveniji oziroma bodo javne storitve predrage v Sloveniji, ker ne bodo digitalizirane in bo vse ostalo zaradi dragega javnega sektorja v Sloveniji predrago in ne bomo konkurenčni. Obrniti je treba to zgodbo z Direktoratom za informacijsko družbo in nekje na nivoju vlade imeti koordinacijsko telo, ki se bo s tem ukvarjalo. Posebej ministrstvo, mogoče, imel ga je LDS, kolega Gantar je bil minister za to, to je taka malo PR-ovska poteza, mogoče, če bo Nova Slovenija kdaj vodila vlado, zakaj pa ne, lahko tudi to naredi, ampak na nek način je treba vlado spodbuditi k temu, da se bo nekdo začel strateško ukvarjati z digitalizacijo, da ne bo digitalizacija nekako v smislu, da bo pa minister Počivalšek, no, ker smo že ravno sikni, bomo pa tlenih 15 milijonov dali pa posebej tem pa tem za nekaj digitalnega. Zadeva mora biti infrastrukturna in široka. In kar se gospodarstva tiče, ne moreš imeti posebne digitalne politike, gospodarsko okolje na splošno je treba narediti boljše, bolj fleksibilno, bolj prijazno delovnim mestom z visoko dodano vrednostjo, beri bolj prijazno tistim, ki imajo višje plače, vlagati v infrastrukturo in vlagati v izobraževanje in raziskave in razvoj, ampak ne na način, ko država izbira zmagovalce, ampak ustvarjati možnosti, da cveti tisoč cvetov, da podjetniki, mladi raziskovalci poskušajo v različne smeri. 80% bo napačnih, 20% je pa lahko izjemno uspešno. To je z moje strani, najbrž sem bil predolg, ampak nikjer ni bilo nobene ure od zadaj, noben mi ni začel mahati, da ne neham, tako da hvala lepa.